Po uvodnih besedah, ki so približale jedro evangeljskega sporočila nedelje o Jezusu, ki je stopil na mesto Janeza Krstnika, je papež Frančišek 26. januarja opozoril na bistveno razliko med obema. Jezus ne kaže več na nekoga, ki mora priti za njim, temveč je on sam izpolnitev obljub. On je vesela novica, v katero naj verujemo, jo sprejmemo in izročamo dalje ljudem vseh časov. Jezus Kristus je živa in učinkovita beseda. Kdor ga posluša in mu sledi, stopi v Božje kraljestvo. Jezus je izpolnitev Božjih obljub, ker je on, ki človeku podarja Svetega Duha, živo vodo, s katero se odžeja naše nemirno srce, žejno življenje, ljubezni, svobode in miru, žejno Boga, je dejal papež. To je Jezus razodel Samarijanki, ki jo je srečal ob Jakobovem vodnjaku, ko jo je prosil, naj mu da piti. Daj mi piti, so Jezusove besede, ki so vodilna tema letošnjega tedna molitve za edinost kristjanov, ki smo ga sklenili prav na ta dan. Z učlovečenjem si je Bog privzel našo žejo, ne le po navadni vodi, temveč žejo po polnosti življenja, po svobodi, od zasužnjenosti, zlu in smrti, je dodal Sveti Oče. Svojo žejo je Bog položil v srce človeka, Jezus iz Nazareta. V Jezusovem srcu se torej srečujeta človeška in Božja žeja in želja po edinosti njegovih učencev. Je del te njegove želje, najdemo jo izraženo v molitvi k Bogu, Očetu pred trpljenjem. Daj, da bi bili vseeno. Papež Frančišek je opoldanski nagovor sklenil s povabilom, naj ta Jezusova žeja postaje vedno bolj tudi naša.